Pozdravljeni, dragi obiskovalci adventističnega YouTube kanala. Še en teden je za nami. Še ena sobota je tukaj, ki nas drži nekoliko narazen, a vendar v mislih in duši skupaj. Skupaj v molitvah, proučevanju, medsebojni pomoči. Po končani osnovni šoli sem odšel iz svojega rodnega kraja. A vendar sta me starša naučila nekaj, kar mi je ostalo v srcu in me še danes greje in spremlja. Naučili so me, da je dom tam, kjer imaš prijatelje, kjer lahko komu pomagaš, kjer so tvoji bratje in sestre, kjer je tvoja cerkev. Obstaja pa dom, po katerem velika večina nas hrepeni. To je dom, ki ostaja skozi vso večnost. Skupaj zapojmo in razmišljajmo o besedilu pesmi, ki jo zapojmo. Čaka v večnosti krasen nas dom. Čaka v večnosti krasen nas dom, ki ga veli že gledamo zdaj. Sad s Jezusom, kdo pripravil se bo za ta raj, saj ne bo dolgo več, da odidemo z tega sveta, saj ne bo dolgo več. Tam zveličanih pesem zvoni, kot šumenje premnogih voda, radost njihovih srcih kipi, ker so rešeni vsakega zla. Saj ne bo dolgo več, da odidemo z tega sveta. Saj ne bo dolgo več in mi bomo za večno doma. Tam nebesih sovraštvo metli, srca blaženih mirna so vsa. Tudi romarjev trudnih večnih, ker so vsi že za večno doma. Saj ne bo dolgo več, da odidemo z tega sveta. Saj ne bo dolgo več in mi bomo za večno doma. Skupaj molimo. Dragi naš Oče nebeški, danes smo zbrani po svojih domovih, skupaj, ko premišljujemo o tebi, o tvoji žrtvi, o vsem tem, kar si storil za nas do danes. Dragi Gospod, ti si svet, tvoj značaj, tvoje ime je sveto. Pred tvojim prestolom prihajamo in izročamo svoja srca, svoje misli in svoje dejanja. Želimo si, dragi Gospod, da tudi naš opravičiš v krvi, ki je prelita za nas na Golgoti, v krvi Jezusa Kristusa. Prosimo te, da nas ti varuješ in vodiš tudi v tem premišljevanju, da nas napolniš Svetim Duhom, ko bomo premišljevali v tvoji besedi. Hvala ti, dragi Gospod, za vse dobro, kar si storil za nas do danes. Izročamo se tudi naprej v tvoje varstvo in vodstvo. Amen. V
Besedilu in duhovnem razmišljanju nas bo vodil brat Zmago Godina. Mateju 24 in 25 imamo zapisan Jezusov peti in zadnji govor v prvem evangeliju. Ti dve poglavji se osredotočata na Kristusov drugi prihod in na sodbo. Temi, ki številnim kristjanom velikokrat žal iz povsem napačnih razlogov poženeta kri po žilah. Zato bomo 3 zaporedne sobote posvetili proučevanju tega pomembnega odlomka, z željo, da bi ga pravilno razumeli in se veselili Jezusovega prihoda iz pravih vzgibov ter bili nanj tudi pravilno pripravljeni. Vabim vas, da odprete skupaj z menoj svoja sveta pisma v Evangeliju po Mateju 24. poglavju. V začetku tega poglavja beremo, da Jezus še zadnjič zapustil tempelj. Ko so mu njegovi učenci pokazali tempelske stavbe, jim je za največjo možno obzirnostjo povedal nekaj, kar jih je zagotovo osupnilo. Beremo 2. vrstico. Rekel jim je: vidite vse to? Resnično povem vam, tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen. Učenci, ki so želeli te besede bolje razumeti, so pozneje Jezusa zaprosili za pojasnilo. V 3. vrstici beremo, da so Jezusu zastavili 3 vprašanja. Prvo, kdaj bo tempelj uničen? Drugo, kakšno bo znamenje njegovega prihoda? In tretje, kakšno bo znamenje konca sveta? Nedvomno so bili prepričani, da so uničenje templja, konec sveta in Jezusov drugi prihod en in isti dogodek. Za njih je bil tempelj namreč središče pozemskega obstoja. Zdelo se jim je nemogoče, da bi svet obstajal brez veličastnega jeruzalemskega templja. Seveda je čas ovrgel to njihovo prepričanje, da se bodo ti dogodki odigrali hkrati, a njim to takrat ni bilo jasno. Zanimivo je, da Jezus ni poskušal popraviti tega njihovega napačnega mišljenja. Njegov odgovor med seboj prepleta 2 dogodka. Uničenje jeruzalemskega templja na eni strani ter Jezusov drugi prihod in konec sveta na drugi. In prav tako tudi njuna znamenja. In to do te mere, da jo je skoraj nemogoče ločiti med seboj. Posledica tega je besedilo, ki se je izkazalo za precej težko razumljivo in razložljivo, predvsem v točkah, ki omenjajo določene podrobnosti. Toda, kot je videti, so te težave povezane z razlaganjem tam namerno. In seveda nas takšna trditev nemudoma pripelje do vprašanja, zakaj bi nam Jezus, veliki učitelj, zapustil tako zapleteno sporočilo. Videti je, kot da obstajata vsaj 2 izvrstna razloga za to. Prvi je ta, da v svojem govoru, ki je opisan v 24. poglavju, Jezus učencem, pa tudi nam, pravzaprav ne želi povedati, kdaj bo prišel konec, ampak jih in nas želi opozoriti na dejstvo, da morajo živeti v stanju neprestanega pričakovanja tega konca. Ta namen postane še očitnejši v 25. poglavju. Drugi razlog za takšno Kristusovo strategijo poučevanja pa je v tem, da prav pomanjkanje dorečenosti vodi bralca k temu, da v svojem poskusu razumeti Jezusov nauk o njegovem drugem prihodu neprestano premišljuje o Jezusovih besedah. Takšen pristop je na nek način podoben pristopu, ki ga Jezus ubral v svojih prispodobah. Tako je, na primer, v Mateju 13. poglavju od 10. do 15. vrstice izpostavil, da je razlog za njegovo poučevanje v prilikah v tem, da bodo tako resnično zainteresirani poslušalci na nek način prisiljeni ukvarjati se s pomenom njegovih besed in njihovo uporabo. In videti je, da je enako tudi v Mateju 24. Prav pomanjkanje dorečenosti v nekaterih njegovih izjavah je pripeljalo bralce do tega, da so se skozi stoletja ukvarjali s pomenom te teme. Posledica tega pa je bilo neprestano zavedanje
in trajno zanimanje za Jezusov drugi prihod. Takšen pristop nam omogoča, da se poistovetimo z glavnim sporočilom poglavja, pomenom budnosti in pripravljenosti, ker ne vemo, kdaj se bo Gospodar v resnici vrnil. Učenci so torej želeli izvedeti, kakšno bo znamenje uničenja Jeruzalema, Jezusovega drugega prihoda in konca sveta. In Jezus jim je predstavil dolg seznam znamenj, o katerih začnemo brati v vrstici 5. Veliko jih bo namreč nastopilo pod mojim imenom in bodo govorili, jaz sem Kristus, tako da bodo mnoge zavedli. Slišali pa boste o vojnah in govorice o vojnah. Glejte, da se ne vznemirite, kajti to se mora zgoditi. Vendar še ni konec. Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu in lakote in potresi bodo na raznih krajih, vendar je vse to začetek porodnih bolečin. Toda ta znamenja nam nažalost ne dajejo veliko konkretnih informacij o koncu sveta in Jezusovem drugem prihodu. Na vse zadnje so lažni mesije, potresi, lakote in vojne obstajali zmeraj. Kaj naj si torej pomagamo s temi znamenji? Še posebej v luči pogosto spregledanih besed v vrstici 6 in 8. V vrstici 6 beremo Jezusove besede, da nas ta znamenja ne bi smela vznemirjati. Spadajo k toku časa, vendar še ni konec, pravi Jezus. Ali povedano drugače, vse to so znamenja, da konec prihaja, niso pa znamenja samega konca. Ta misel je potem dodatno utrjena še v 8. vrstici, kjer beremo, da je vse to začetek porodnih bolečin. Videti je, kot da so ta znamenja in večina drugih v tem poglavju podobna znamenju Mavrice, ki ga je Bog dal Noetu, kot spomin na zavezo po potopu. Vsakič, ko je Noe videl Mavrico, se je spominjal Božje zvestobe in njegove obljube, da nikoli več ne bo uničil zemlje s potopom. Lahko rečemo, da je bilo to znamenje, da je Bog zvest svoji obljubi. In enako velja za vojne, lakote in potrese. Vsak od teh dogodkov je spomin na bolezensko stanje zemlje in znamenje, da zvesti in zavezo izpolnjujoči Bog še ni zaključil svojega načrta odrešitve. Vsako od teh znamen je obljuba, da bo Jezus znova prišel in končal delo odrešitve. Enako lahko rečemo za večino drugih znamen v 24. poglavju. Preganjanja, lažne preroke, izdaje in ohlajanje ljubezni, ki so opisane od 9. do 13. vrstice. Ravno tako tudi za lunine in sončeve mrke ter padanje zvezd, ki so omenjeni v 29. vrstici. Vsaka padajoča zvezda, vsak mrk, vsaka izdaja zaupanja je znamenje, da bo Kristus znova prišel in tako zaključil svoje delo. Skrbno branje 24. poglavja pa vendarle usmerja na najmanj 3 znamenja, ki so veliko bolj dorečena v svoji povezanosti z Jezusovim drugim prihodom. Prvega najdemo v 14. vrstici. In ta evangelij kraljestva se bo oznanjeval po vsem svetu, vsem narodom za pričevanje in tedaj pride konec. Verjetno se je to peščici Galilejcev, ki so prvi slišali te besede, to zdela nemogoča naloga. Toda krščanstvo se je kmalu razširilo po vsem rimskem cesarstvu in tudi preko njegovih meja. In od rojstva sodobnega misionarskega gibanja pred dobrimi 200 leti lahko rečemo, da je krščanstvo najbolj navzven orientirana vera od vseh, ki jih poznamo. Prodrlo je do najbolj oddaljenih kotičkov sveta. Toda naloga oznanjevanja evangelija še vedno ni končana. Drugo konkretno znamenje konca najdemo v 27. vrstici. Kakor namreč pride blisko od vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega. Toda to znamenje seveda ni znamenje bližine konca, ampak znamenje, da se konec dogaja. Edino znamenje, ki v Mateju 24 dejansko nosi ta naziv, je v 30. in 31. vrstici. Znamenje Sina človekovega.
Znamenje Sina človekovega se bo pojavilo na nebu. Toda tudi to znamenje ne bo znamenje o bližini Jezusovega prihoda, saj se bo takrat dejansko dogajal, ko se bo Jezus v spremstvu svojih angelov vrnil na oblakih neba z močjo in veliko slavo ter ob močnem donenju trobente obudil mrtve in jih skupaj z živečimi verniki odpeljal v nebesa. Očitno nam Jezus v Mateju 24 sporoča, da resnična znamenja niso znamenja bližine njegovega prihoda. Tista manj natančna znamenja so nam dana zato, da bi nas spodbudila k budnosti, čakanju in delovanju. Ob vsem tem pa moramo zapaziti, da je eno znamenje obdelano s precejšnjo natančnostjo. Znamenje uničenja Jeruzalemskega templja in mesta samega. Sodba, ki je predslika sodbe in uničenja celotnega sveta ob Jezusovem drugem prihodu. Jezusova napoved o popolnem uničenju templja, ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen, se je uresničila leta 70 našega štetja, ko je rimski general in kasnejši cesar Tit ukazal mesto in tempeljski kompleks zravnati z zemljo. Kristjani pa vsem tem niso utrpeli enake usode kot tisti Judje, ki so zavrnili Jezusa kot Mesija. Poznali so namreč besedilo, ki ga imamo danes zapisanega v Mateju 24, 15 do 22, in za katerega lahko rečemo, da je posebej usmerjeno na uničenje Jeruzalema in da daje navodila kristjanom, kdaj naj se umaknejo. Lukov zapis tega istega besedila je še jasnejši in še bolj jasno izpostavlja ta pomen. Ko pa boste videli, da so vojske obkolile Jeruzalem, tedaj vedite, da je blizu njegovo opustošenje. Takrat naj bežijo v hribe tisti, ki so v Judeji, in tisti, ki so v mestu, naj gredo ven, in tisti, ki so na polju, naj ne hodijo noter, kajti to so dnevi maščevanja, da se izpolni vse, kar je pisano. To uničenje in rešitev kristjanov pred katastrofo sta bili pomembni znameni glede Jezusovega drugega prihoda in konca sveta. V kontekstu Mateja 24 delujeta kot zagotovilo končnega uničenja grešnega sveta in končne odrešitve opravičenih. Ellen White to lepo povzema, ko pravi: Jeruzalem je enkrat že doživel izpolnitev zveličarjevih prerokb, vendar se morajo te izvršiti še enkrat. V primerjavi z drugo izpolnitvijo je prva zgolj bežna senca. V usodi izvoljenega mesta lahko vidimo obsodbo sveta, ki je zavrgel Božjo milost in poteptal njegove zapovedi. Vendar bo tistega dne, kakor v času uničenja Jeruzalema, Božje ljudstvo rešeno. V vrsticah 32 do 36 nam Jezus na to podaja dve veliki resnici o človeškem znanju o drugem prihodu. Prva je nauk, ki se ga lahko naučimo od smokvinega drevesa. Enega od redkih dreves, ki je v Palestini 1. stoletja po zimi izgubilo listje. Tako kot rast novih listov nakazuje, da je pomlad blizu, lahko pozorni bralci prepoznajo, kdaj je Jezusov prihod blizu. Toda, po drugi strani, ne morejo nikoli poznati točnega trenutka njegovega prihoda. Jezus na to nadaljuje z ilustracijo o Noetu. Tako kot so ljudje v njegovem času jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo, tako bo tudi o prihodu Sina človekovega. Beremo od 37. do 39. vrstice. Večina razlag tega besedila nakazuje, da je znamenje preroka Noeta velika pokvarjenost sveta. Ta razlaga temelji na besedilu iz 1. Mojzesove 6.5, ki pravi, da je v Noetovem času Gospod videl, da na zemlji narašča človekova hudobija in da je vse mišljenje in hotenje njegovega srca ves dan le hudobno. Toda pri tem moramo zapaziti, da je besedilo v 1. Mojzesovi knjigi zapisano iz Božjega zornega kota. Besedilo v Mateju 24, 37 do 39 pa lahko beremo tudi iz povsem človeškega zornega kota. In kot pravi besedilo,
bo življenje v času blizu konca v očeh večine ljudi videti povsem običajno. Nenazadnje jesti in piti, poročati se, vse to so povsem običajne dejavnosti. Življenje bo na videz teklo po ustaljenih tirnicah, vse do velikega presenečenja Kristusovega drugega prihoda. Takšno razumevanje se sklada s tistimi besedili, ki primerjajo nepričakovanost Jezusovega drugega prihoda z nepričakovanostjo prihoda tatu. In prav tako je skladno z vrstico 40 in 41, ki govorita o nenadnosti ločitve rešenih in izgubljenih. Poanta odlomka v Mateju 24, 37 do 41 je torej popolna gotovost in popolna nepričakovanost drugega prihoda. Niti sveti, niti grešni ne morejo napovedati točnega trenutka, kdaj bo Jezus prišel. Tako eni kot drugi bodo v določeni meri presenečeni glede samega časa. Toda rešeni bodo zaradi Jezusovega nauka o znamenjih zagotovo bolj pozorni. Toda tudi oni morajo ostati budni in morajo biti pripravljeni. In prav to je nauk 5 prilik, ki jih najdemo v odlomku od Mateja 24, 42 do 25, 46 in o katerih bomo proučevali prihodnje 2 soboti. Za konec današnjega proučevanja pa povzamimo nauke iz odlomka v Mateju 24, 1 do 41. 8 jih je. Prvi, Jezusov prihod bo oseben in gotov. Drugi, zgodovina ni nesmiselna, naključna ali večna. Prav tako zgodovina tudi ni neskončen cikl. Kakor obstaja njen resničen začetek, bo ta imela tudi svoj resničen konec. In na koncu, enako kot na začetku, ni nihče drug, kakor Bog. Tretji, Jezusov prihod usmerja na zmago dobrega nad slabim, na zmagoslavje Božjega namena nad človekovim kozmičnim uporom. Četrti nauk. Jezusov prihod prav tako pomeni obnovo. Apostol Peter je zapisal, da pričakujemo nova nebesa in novo zemljo, v katerih biva pravičnost. Peti nauk. Jezusova vrnitev tudi usmerja na čas sodbe in ločitve. Nekateri bodo vzeti, drugi puščeni. To bo trenutek, ko bodo razkrite najskrivnejše misli in ko bodo najgloblje značajske lastnosti postale očitne vsem. Šesti. Jezusov prihod bo odločilen trenutek. Hkrati bo pomenil konec sedanjega veka in popolno vzpostavitev nebeškega kraljestva. Čas za spokorjenje in spremembo bo za zmeraj minil. Sedmi nauk. Jezusova vrnitev bo tako nepričakovana, kot pregovorna strela z jasnega. In kot zadnje, 8. nauk, Jezus bo prišel v času, ki ga pozna samo Bog Oče. Pastorji ne vedo, kdaj bo to, kot to niso vedeli niti učenci. Celo Jezus v svojem utelešenem stanju ni poznal tega časa. Bog v svoji nebeški modrosti ve, kdaj je najboljši trenutek za konec človeške zgodovine. Vse do takrat, ko bo ta prišel, pa moramo ostati zvesti in budno pričakovati prihod svojega zveličarja. In prav to je namen znamen opisanih v Mateju 24. Saj Bog noče, da se kdo pogubi, ampak da vsi pridejo do spokorjenja. Amen. Molimo. Dragi naš nebeški Oče, hvala ti za tvojo besedo. Hvala ti za besedilo v Mateju 24. poglavju, ki nam pomaga razumeti pomen dogodkov, ki se dogajajo okrog nas. Dogodkov, ki nas spominjajo na to, da nebeško kraljestvo v tem trenutku obstaja kot vidna resničnost zgolj in samo v naših življenjih, v naših medsebojnih odnosih, v načinu, kako živimo, ravnamo in delujemo. A nam prav tako daje tudi gotovost, da bo nekega dne ob tvojem drugem prihodu to isto kraljestvo postalo vidna resničnost, ki bo napolnila vso vesolje. Hvala ti, Gospod, za to gotovost. Hvala ti za obljubo. In prosimo te, pomagaj nam, da bi nas znamenja, ki jih imamo opisana, ohranjala budne, da bi bili pozorni na to, kar se dogaja okrog nas in da bi se ustrezno tudi pripravili.
Gospod, pomagaj nam, da bi razumeli, da je naša naloga oznaniti evangelij, ki si nam ga zaupal, in da bi opravili to z veseljem in ljubeznijo do vsakega človeka. Amen. Na koncu vam želim podati še nekoliko informacij, ki se nanašajo na prihodnje dni. Verjetno je večina že slišala, da bodo naše krajevne cerkve v soboto 16. maja znova odprle vrata. Sicer ne še vse, vendarle pa boste o tem, katera cerkev bo to, pravočasno obveščeni od svojih starešin in tudi svojih pastorjev. Verjamem, da si vsi želimo druženja s soverniki in obiskovalci naših krajevnih cerkva. Seveda pa bomo to vsaj v začetnem obdobju morali početi ob upoštevanju določenih zaščitnih ukrepov. Že sedaj vas vabim, da dosledno upoštevate vse predpisane zaščitne ukrepe, saj so ti namenjeni temu, da zaščitijo nas in druge ljudi okrog nas pred morebitno okužbo. Za tiste, ki prihodnjo soboto še ne boste začeli bogoslužja v vaši krajevni cerkvi, pa še ta novica. Še naprej bomo nadaljevali s predvajanjem pridig. Vsako soboto ob 11. uri lahko na tem kanalu spremljate duhovna sporočila. Zato vabljeni k ogledu. Želim vam lepo soboto, želim vam veliko miru, blagoslova in veselja, predvsem pa veliko zdravja. Naj vas Bog blagoslovi.